Lepo pozdravljam doktorico Andrejo Poljanec, ki je psihologinja, terapevtka in supervizorka, zaposlena na projektu Pomoč mladim družinam v stiski na Študijsko-raziskovalnem centru za družino, ki ga financira Ministrstvo za družino, ter predavateljica na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost na Univerzi Sigmunda Freuda. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Kako lahko zvečer pred spanjem umirimo otroka brez slabe volje staršev? Najprej je pomembno, da se starši zavedajo, da otroci čez dan doživijo več stvari, kot si mi lahko predstavljamo, ker zelo močno srkajo vse to, kar se okoli njih dogaja, v odnosih, v raziskovanju okolja, v naravi, prek stiske, ki jo doživljajo, ne vem, pri neuboganju, pri vzgojiteljci, pri starših, ob sorojencih, nove stvari, ki jih vidijo, ki jih poskušajo. Skratka, otroci so zvečer polni vtisov vsakega dneva posebej. In njihovo vznemirjanje je na višji stopni, kakor se mi lahko včasih v to vživimo, odrasli. Odrasli se sproti bolj zavedamo stvari, ki se nam dogajajo, jih sproti že ali predebatiramo, ali se jih zavedamo in nekako drugače procesiramo misli, čustva, ideje, vedenje. Otroci pa zelo veliko stvari srkajo in jih samo na nek način nalagajo tudi in jih sproti niti ne uspejo vseh premisliti, procesirati, razumeti, ponotraniti in pod temi vtisi, če se tega zavedamo, če se uspemo v to vživeti, je nemogoče pričakovati, da bo otrok ali pa da bo vsak otrok, nekateri lažji, drugi težji, kar takoj se potem izklopil pa zaspal. Kar pomeni, da ob tem zavedanju, že to zavedanje do neke mere starše lahko pomiri. Da vemo, ok, najprej moramo zdaj otroka majčkeno umiriti. Kar pomeni, da pogosto je potrebno že preden bi mi imeli občutek, zdaj moramo iti pa spat, v smislu zdaj pa hiter spat, tako velikokrat starši si predstavljamo. V resnici je treba pa že prej se zavedati tega, da je treba dan začeti malo umirjati. Da če bomo mi ravno prišli z igrišča, zdaj pa hiter pojesti, hiter risanka, hiter zobe umiti, hiter stuširati, hiter v posteljo, tega otrok enostavno ne zmore. Prav ne zmore. Otroci ne zmorejo teh hitrih preklopov iz enega stanja navdušenja, raziskovanja, druženja in enega pozitivnega vzdušja, zdaj pa kar na izklop. Tega enostavno ne zmorejo, kar pomeni, da moramo starši vedeti, če hočemo v miru jeti doma, spati in se uštimati za spanje, bi rekla, potem moramo imeti tudi nek čas na razpolago, da ta proces, ki ni niti kratek, niti enostaven, niti za otroka, niti za starše, ker gre za umirjanje. Otroci velikokrat zvečer hočejo pol še o vsem tem, kar so doživeli, čez dan pripovedovati staršem. In potem se zgodi, da prideš v kopalnico, da bi samo še zobe umil, v resnici pa začneš šele poslušati, kaj je bilo v vrtcu, kaj mu je babi rekla, kaj mu je prijatelj rekel. Tako da treba je vedeti, da otrok potrebuje čas za to umirjanje in potem bo tudi lažje v miru zaspal, ko nas bo še malo izkoristil, prej bi rekla, še malo od nas imel tisti dan. Prej je imel velikokrat na razpolago druge ljudi, pa druge doživetja, zvečer se pa ob nas naužije. Kar pomeni, da starši se moramo znati ob teh mislih in ob teh čustvih uživeti otroka in se zavedati, kako tudi sebe ob tem na nek način pomiriti, kako to stanje sprejeti končno v starševstvu. Da imaš otroke, ki jih moraš zvečer še umiriti, ne pa na uro pogledati pa biti prost. To je ena stvar, kar pomeni, da so ob tem tudi potrebni neki rituali, kar je vsak dan mogoče malo podobno, da se otrok nečesa navadi, to otrokom zelo paše, jim ustreza. Zato, ker vejo, da je nek ritem, neka struktura do neke mere otroke zelo pomirja. Da mi potem skozi to strukturo pa si lahko privoščimo neki prožnosti, ta dan bomo tako naredili, drug dan malo drugače. Tam se bomo potem znotraj tistega lahko sprostili, prisluhnili,
podobne stvari si privoščili znotraj te strukture. Ena stvar, ki je zelo pomembno, da se jo pa tudi zavedamo, je pa, da discipliniranje otrok ob tem, ki jih uspavamo, je res škoda, da se ga poslužujemo. Zato, ker naredi več škode, kakor koristi. To res ni čas, ko bi mi otroke vzgajali, v smislu disciplinirali, da se bojo naučili upoštevati pravila, avtoriteto, neke, ne vem, norme v življenju. To ni čas za to. To je čas za umirjanje, za spokojnost, za malo zaljubljenosti z otrokom, za ga pomiriti, ga začutiti, da je lušten iti spat. Otroček, ki gre spat, tako kot mi, morajo biti naši možgani pomirjeni. Drugače tudi sami vemo, da se težko umirimo, težko zaspimo, če še o nečem razmišljamo, kaj nas čaka naslednji dan. Tako isto otrok, še bolj, ker bolj nezavedno doživlja, bolj organsko, bolj nevrofiziološko doživlja stvari, se jih še toliko ne zaveda, da bi jih znal ubesediti, poimenovati. Kar pomeni, da vsi ti nasveti, kako pustiti otroka samega, da ne izsiljuje, da ne zahteva od nas preveč, da nas smel že čez dan na razpolago, a zdaj nas mora pa še pol do konca izžeti, včasih rečemo. To je kar težko poslušati, to je krivično za otroka in za starše, zato ker je to čas, ki je namenjen povezovanju, ljubkovanju in pomirjanju, da se skupaj o tem potem povežeta in umirita. In če se starši zmorejo otroke tako uživeti, potem jaz verjamem, da lahko najdejo način, ki bo za vsakega od otrok najbolj primeren, najbolj prisrčen, najbolj topel, za vsakega posebej. Ni nekega pametnega recepta, kaj točno narediti, kakor da se samo vse pomiriš in da otročka v tem uspeš začutiti. In tudi pogosto se starši bojijo, da bi se ulegli zraven otroka, da bi ga s tem na nek način uspavali. To ni razvajanje otrok. To je v resnici pomoč naših zrelejših možganov otrokovmu, še nezrelemu organizmu, da se ob našem umirjenem telesu malo stisne, malo ogreje, malo nas začuti še močneje, ker so otroci zelo telesno, a ne naravnani in čustveno. In se v bistvu skupaj umirita in otrok potem hitreje pomiri in hitreje zaspančka. Tako da te strahovi, da bi moral že ne vem, do 2. leta sam spati, do 3. leta sam spati, so nepotrebni. V predšolskem obdobju, če bi tako dali eno tako obdobje, se otrok komot ima pravico najboljš umiriti ob starših. In tudi starši bojo potem zadovoljni v nadaljevanju večera, ko bojo vedeli, da so nekaj lepega naredili. Super. Najlepša hvala za vaš izčrpen odgovor in verjamem, da bo v pomoč ogromno staršem. Hvala, z veseljem.